Dragi vsi, prisrčno pozdravljeni pri sveti maši, ko se bomo lahko skupaj kot veliko občestvo Bogu zahvalili za 50 let Mavrice. Kot sedanja urednica bi rada pozdravila najprej gospoda nadškofa, pa desno roko gospoda Bertoncla, gospoda Cirila Tomca, gostoljubne frančiškane, predstavnike Slovenskega katehetskega urada, Karitasa, misijonskega središča, Radia Ognjišče, Osnovne šole Alojzija Šuštarja in predstavnike drugih zavodov, s katerimi Mavrica že vrsto let plodno sodeluje. Hvala družinskemu zboru župnije Šmartno pod Šmarno goro, ki nam bo pomagal slaviti Boga, in Janezu Turenšku za dober zvok. Prisrčno pozdravljeni tudi vsi sodelavci Mavrice, ki ste nekoč ali še vedno s svojimi talenti soustvarjate to revijo. Prisrčno pozdravljena tudi moja predhodnica, urednica Mira Dobravec. Pozdravljeni, dragi starši in otroci, tisti, ki ste tu z nami v cerkvi in tisti, ki ste z nami povezani preko valov Radia Ognjišče. Pozdravljeni vsi bivši in sedanji Mavričarji. Hvala, da nas berete in cenite. To je dan veselja in hvaležnosti za vse nas. Mavrični lok nas spominja na veliko zavezo, ki jo je Bog dal že Izraelcem, ko so bili majhni in neznatni, obkroženi z velikimi narodi. Glejte, zavezo sklepam z vami. Te besede šepeče danes Bog tudi nam. Glej, zavezo sklepam s teboj. Zavezo, zvezo, odnos, natisva. Ti si moj otrok, ti si Božji otrok. Kliči me po imenu, kliči me Oče. Na vse te resnice na vsak mesec spomni Mavrica in danes pri tej sveti maši ob 50-letnici izhajanja dajemo Bogu na oltar predvsem en velik: hvala ti, Oče. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. Dragi bratje in sestre, ko smo prišli k temu oltarju, da bomo na njem Gospoda Jezusa Kristusa darovali Očetu in v njem tudi sami sebe, najprej prosimo, naj našo daritev očisti, naj naša srca očisti. Priznavamo svojo šibkost, priznavamo svoje grehe in ga prosimo za usmiljanje, da bomo vredno obhajali to sveto srečanje z Očetom in med seboj. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na
šaravah. Vsemogučni večni Bog, ti vladaš v nebesih in na zemlji. Dobrotno usliši naše prošnje in pomagaj vsem, ki si prizadevajo za pravičen mir v naših časih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Zaradi hčere Sionske ne bom molčal, zaradi hčere Jeruzalemske ne bom miroval, dokler ne vzide kakor svit njena pravičnost in ne zagori kakor plamenica njeno odrešenje. Narodi bodo videli tvojo pravičnost, vsi kralji tvojo slavo. Dali ti bodo novo ime, ki ga bodo določila Gospodova usta. Čudovita krona boš v Gospodovi roki, kraljevski venec v roki svojega Boga. Ne bodo ti več rekli zapuščena, tvoji deželi ne bodo več rekli osamljena, temveč te bodo imenovali: pri njej je moja radost in tvojo deželo omožena. Kajti Gospod bo imel veselje nad teboj in tvoja dežela bo imela moža. Kajti, kakor se mladenič poroči z devico, tako se bo tvoj graditelj poročil s teboj. Kakor se ženin veseli neveste, tako se tebe veseli tvoj Bog. Božja beseda. Tvoje
Drugo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, različni so duhovni darovi, duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razodetje duha v korist vseh. Enemu je po duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim duhom beseda spoznanja, drugemu vera po istem duhu, drugemu po istem duhu milostni darovi ozdravljanja, drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanje duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. Vse to pa uresničuje en in isti duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je bila svadba v Kani Galilejski in Jezusova mati je bila tam. Na svadbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: vina nimajo. In Jezus ji je dejal: kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla. Njegova mati je rekla strežnikom: karkoli vam reče, storite. Tam pa je stalo 6 kamnitih vrčev, pripravljenih za judovsko očiščevanje. Držali so po 2 ali 3 mire. Jezus jim je rekel: napolnite vrče z vodo. In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: zajemite zdaj in nesite starešini. In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, odkot je, strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli, je poklical ženina in mu rekel: vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj. Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamen in razodel svoje veličastvo, in njegovi učenci so verovali vanj. To je Kristusov evangelij.
Dragi bratje duhovniki, sestre redovnice, spoštovani gospod direktor založbe Družina Tone Rode, pa urednica Mavrice, gospa Melita Košir in bivša nekdanja urednica, gospa Mira Dobravec, vsi spoštovani ustvarjalci revije Mavrica, dragi Mavričarji tukaj in tisti, ki nas spremljate po Radiu Ognjišče, dragi starši Mavričarjev, dragi bratje in sestre. Lepo vas pozdravljam pri tej zahvalni sveti maši o 50-letnici izhajanja revije Mavrica. Vsi bomo vključeni v to Jezusovo daritev Očetu v nebesih. Zakaj? Ker smo vsi Božji dar. Dar drug drugemu, dar, po katerem nebeški Oče dela življenje vsakega izmed vas in vseh tistih, ki vas srečujejo, bolj bogato, bolj polno. Na poseben način se bomo nocoj seveda spomnili začetnega vodjo in prvega urednika Mavrice, prelata Jožeta Bartoncla. Njegova desna roka, gospod Ciril Tomc, je tukaj z nami. In še vedno vidim živahnost in dobroto, ki sta sevali iz njegovih oči, posebno, kadar je bil z otroki. In prepričan sem, da tudi iz večnosti spremlja ljubezen in ustvarjalnost, s katero kateheti posredujete Božjo ljubezen otrokom, prav pa tako na nekašen večnostni način prelista tudi vsako številko Mavrice in se je razveseli. In Bogu hvala za njegovo karizmo dela z otroki, s katero je vrgal prvo mavrično seme v naš prostor, v srca otrok in njihovih staršev. In to seme raste in bo raslo. Iskrena hvala tudi vsem tistim, ki ste skozi teh 50 let oblikovali to revijo za otroke. V tem tako hitro spreminjajočem se času ste si prizadevali, da ste otrokom, njihovim staršem in pa seveda tudi njihovim katehetom ponujali vsebine, ki so jih potrebovali za zdravo človeško in krščansko rast. Navduševali ste jih za Boga in za svetost. Takrat, ko je Mavrica ugledala luč sveta, je bil svet zelo drugačen, kakor je danes, veliko bolj preprost. Takrat še ni bilo računalnikov, ne mobilnih, ne pametnih telefonov in še toliko drugega ni bilo, kar danes vstopa v življenje vseh, tudi otrok. In Mavrica je zaznavala spremembe v svetu otrok in njihovih staršev, obenem pa ostajala Mavrica. Risba, podoba, beseda, ki povezuje Božji svet in svet otrok. Ali, kakor smo slišali v začetku, ki kaže na tisto zavezo, s katero se je Bog zavezal človeku. In v tem praznovanju nas močno nagovarja današnja Božja beseda. V prvem berilu smo slišali, da je Bog, ki skrbi za svoje ljudstvo. Včasih je namreč dobro, da si postavimo vprašanje, kakšen je naš Bog? Nam je blizu ali je morda odmaknjen? Doživljamo njegovo pozornost ali nam je tuj? Nas zbuja strah ali nas priteguje z milino? Je strogi sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje, ali pa je tudi Bog ljubezni, ki ljubi vse ljudi, vse svoje otroke? Kakšno podobo Boga nosimo v sebi? Kakšnega Boga nagovarjamo v molitvi?
Pomembna vprašanja. V Izaije knjigi je Bog sam spregovoril o sebi. Zaradi hčere Sionska ne bom molčal, zaradi hčere Jeruzalemske ne bom miroval, dokler ne vzide, kakor svit njena pravičnost in ne zagori, kakor plamenica njeno odrešenje. Bog, ki ne molči. Bog, ki ne miruje. Njegovi vzgibi za govorjenje in za delovanje pa so drugačni od naših. In tudi tu se potrjuje njegova beseda, da njegove misli niso naše misli in naše poti niso njegove poti. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Kolikokrat mi govorimo zato, da bi druge prepričali, da imamo prav. S tem jih seveda hočemo premagati. Bog pa spregovori zaradi sionske hčere, ne zaradi svojega prav. Zaradi sionske hčere, zaradi svojega ljudstva, da bi ušla kot svit njegova pravičnost. In kolikokrat so naša dejanja namenjena nam samim, naši samopromociji. Bog pa ne miruje zaradi jeruzalemske hčere, zaradi svojega ljudstva. Neodmaknjeni Bog, ampak Bog, ki je s svojim ljudstvom, ki z njim živi, ki z njim trpi, ki se z njim veseli, ki stori vse, da bi ljudstvo žarelo od pravičnosti in živelo odrešeno. In ta Bog je svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog torej ne zastavi samo svoje besede, svoje dejavnosti, Bog da svojega sina za to ljudstvo, samega sebe, da bi bili mi rešeni in bi imeli življenje v obilju. In tako je pred 50 leti po Božje poskrbel tudi za versko kulturo naših otrok. To je namreč Božji način delovanja, kako smo slišali v odlomku iz 1. Pavlovega pisma Korinčanom, kjer pravi, da se vsakomur daje razkritje duha v korist vseh. To je Božji način delovanja. Bog daje darove ljudem, da morajo s temi darovi pomagati drugim ljudem. Mi Boga prosimo za pomoč, Bog pa nam pošlje človeka, ki nam je sposoben pomagati. In ker naši otroci potrebujejo vzgojo tudi pri oblikovanju svojega odnosa do Boga, pri rasti v veri, in ker starši tolikokrat doživljajo svojo nemoč pri prenosu vere na otroke, je Bog prelata Brtonslav obdaril s čudovito sposobnostjo govorjenja o Bogu, s katerim je navduševal otroke. Mavrica je bila in ostaja del tega Božjega delovanja v dobro ljudi, v dobro otrok, v dobro njihovih staršev. Dar enega v dobro vseh. Božjo bližino nam razodeva tudi današnji evangeljski odlomek, svatba v galilejski Kani. Kdo ne pozna enega najbolj zanimivih Jezusovih čudežev, ko je spremenil vodo v vino? Vse se dogaja na koncu prvega tedna Jezusovega javnega delovanja. Poklical je prve učence in s to skupinico je prišel v Kano. Marija pa je bila tam, kot smo slišali, pozorna, kakor zna biti pozorno čuteče srce. Pravzaprav je že takrat začela izpolnjevati tisto nalogo, ki jo je Jezus zaupal potem na Kalvariji. Ko mu je Marija povedala, da je zmanjkalo vina, je Jezus odgovoril za naša ušesa nekam neprijazno. Marija pravi, vina nimajo.
Jezus pa odvrne, kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla. Zakaj ni rekel mama? Že, če bi rekel, kaj hočeš od mene, mama, bi zvenelo trdo. Kaj šele, kaj hočeš od mene, žena? Pravijo strokovnjaki, da gre za častni naziv tistega okolja. Z isto besedo je Jezus poklical mater, ko ji je zaupal v varstvo učenca Janeza. Žena, glej tvoj sin. V tisti uri, o kateri je Jezus govoril v Kani, moja ura še ni prišla, ko je ta ura prišla, jo je spet poklical kot ženo in ji v Janezu izročil materinstvo nad človeštvom. Žena je v tistem trenutku postala mati cerkve. Vendar je to materinsko poslanstvo živela že prej, tudi v Kani. Ko Jezus pregovori o svoji uri, za katero je prišel na svet, v kateri bo vse pritegnil k sebi, ga Marija na neki način opominja, da ljudje potrebujejo njegovo pomoč in naklonjeno že sedaj, ne šele v njegovi uri. Ljudje ne živijo samo za velike dogodke in ne živijo samo iz velikih dejanj. Pogum in moč potrebujejo, da živijo svoj vsak dan. Spoprijemati se morajo s tolikimi drobnimi stvarmi, o katerih zgodovina ne piše. In tam jim včasih zmanjkuje vina, potrpežljivosti, medsebojne naklonjenosti, zvestobe, ljubezni, odpuščanja in še toliko drugega, kar življenju daje luč in barvo. Čudež v Kani nam razodeva še eno pomembno božjo lastnost, nad vse dragoceno. V pripovedi je omenjenih samo nekaj ljudi. Po imenu samo Marija in Jezus. Evangelist omenja še ženina in nevesto, pa starešino in strežnike. In nobene besede ni o tem, koliko ljudi se je zavedalo, kaj se dogaja. Najbrž je večina veselo doživljala druženje s sorodniki, sosedi in znanci. Razen Marije se zdi, da nihče ni izrekel nobene prošnje, ali morda kratke molitve, da bi se vse dobro končalo. Ko pa Jezus tem ljudem, tej množici, na Marijino prošnjo naredi čudež, ga naredi za vse. Čudeži so deležni vsi. Ženi, nevesta, starešina in vsi brezimni gostje. Nihče ni zaznamovan kot nevreden, nihče ni bil izključen. Vsi so pili vino, ki je bilo boljše od tistega, ki so ga na mizo prinašali prej. In tudi to je način, kako Bog daje ljudem darove v dobro vseh. Samo Marija prosi, čudeža pa so deležni vsi. In tudi naše prošnje, naše molitve, dragi bratje in sestre, uslišuje v dobro vseh. In zato se nam včasih zdi, da nas ne sliši. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, pošilja dež pravičnim in krivičnim. Naše molitve usliši v dobro vseh. Zato prosimo Marijo, naj podpre nocoj našo prošnjo za blagoslov Mavrice, vseh njenih ustvarjalcev ter vseh Mavričarjev in njihovih staršev, da bo tudi v prihodnje prinašala veselje in nagovarjala k dobremu. Tako bo Bog po vseh vas delal dobro tistim, ki jih boste srečevali kot Jezusovi prijatelji. Amen. Verujem v enega Boga,
Očeta vsemogočnega, stvarnika nebesa in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in venega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, Jezusov čudež na svadbi v Kani nas spominja na njegovo božjo moč. Zaupanjem se obrnimo k našemu odrešeniku in ga prosimo. Dobri Bog, že 50 let bediš nad Mavrico in nam skozi njo izkazuješ čudovito zavezo. Pomagaj nam, da bomo vedno znali prisluhniti, kaj želiš, da posredujemo. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, zaradi otrok ustvarjamo Mavrico. Blagoslavljaj jih, naj zrastejo v trdne, pokončne kristjane, ki bodo pogumno in radostno živeli v tvoji ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, rekel si, če ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Tudi nam, ki so ustvarjamo Mavrico, očisti srca in dušo, da bomo v svet zrli z otroškimi očmi, v preprosti ljubezni do tebe in stvarstva. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, človeka si ustvaril kot moža in ženo, da se ljubita in si pomagata. Navdihuj naše družine, da bo v njih vladalo sožitje, mir in medsebojna ljubezen. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, rekel si, jaz sem pot, resnica in življenje. Blagoslavljaj slovensko cerkev, da bo stopala po poti odprtosti, sodelovanja in iskanja dobrega. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, nekateri sodelavci Mavrice so nas že zapustili in šli k tebi v večnost. Sprejmi jih v svoje Božje kraljestvo, naj večno živijo v tvojem miru. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, prosimo te, da nas v svoji ljubezni uslišiš, kakor si uslišal svojo mater Marijo, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Za
Molimo, bratje in sestre, naj Bog, naš dobri Oče, sprejme to daritev. Sveti Bog, kadarkoli obhajamo spomin odrešilne daritve na križu, se uresničuje naše odrešenje. Pomagaj nam, da bomo spoštljivo obhajali svete skrivnosti po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. V svojem usmiljenju si tako ljubil svet, da si nam svojega Sina poslal za odrešenika. Po tvoji volji je živel naše človeško življenje in nam bil vsem enak razen v grehu, da moreš ljubiti v nas, kar ljubiš v Sinu. Kar smo namreč izgubili z grehom nepokorščine, smo zopet prejeli po njegovi pokorščini. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega sobrata, gospoda Jožeta Bertoncla, ki si ga z tega sveta poklical k sebi, s krstom si ga pridružil svojemu sinu v njegovi smrti, da z njim tudi ostane večno življenje. Spomni pa se tudi drugih pokojnih sodelavcev revije Mavrica in vseh naših dragih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Frančiškom Saleškim in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov. Malo kaj tako gane očetovo srce, kot iskreno otroško čudenje. Dokler se v nas rojeva to čudenje, nismo daleč od nebeškega kraljestva. O branju Mavrice otroci velikokrat zastavijo vprašanje, ali res, zakaj pa in kako je to mogoče? Da bi na svoji poti našli tiste odgovore, ki jih iščejo in ki jim bodo v rast, zmolimo zanje ta Oče naš. Oče naš, ki v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Mati Marija nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. V
bratje in sestre, gospod Jože Bertoncelj, njegov pomočnik, gospod Ciril in sestra Zvonka so nam svojim sodelovanjem kazali, da se mavrično himno da živeti. Mavrica jih je združevala v trudu, da bi bila čim lepša. Dajali so si dlani, izmenjevali ideje in kovali načrte. Spominjam se, kako lepo je bilo skora dol opazovati ljudi v cerkvi, stare in mlade, velike in majhne, ki so se kot veriga držali za roke in za pozdrav miru prepevali tretjo kitico mavrične himne. Ta je morala biti pri vsaki sveti maši, ki jo je za otroke in družine daroval gospod Bertoncelj. Danes se ne moremo prijeti za roke, moramo pa deliti sporočilo, ki ga je in ga še vedno Mavrica prinaša svetu. Željo, da bi prenehalo sovraštvo in da bi zasijal mir. Naj Božji mir, ki ga sedaj gotovo že uživata gospod Bertoncelj in sestra Zvonka, ogreva naša srca in soustvarjajo naše dlani. Stopimo in v sinodalnem duhu hodimo skupaj in zapojmo mavrično pesem miru. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo.
Molimo. Dobri Oče, nasitil si nas z istim nebiškim kruhom, napolni nas duhom svoje ljubezni, da bomo med seboj vidno bolj edini po Kristusu našem Gospodu. Sedaj, pred blagoslovom bomo vsak tako, kakor mu je Bog dal dar, izrazili zahvalo Bogu v zahvalni pesmi. Mi tukaj, tisti, ki ste z nami povezani doma, eno samo občestvo, sama družina otrok, ki se veseli očetove bližine, očetove dobrote. Tebe, Boga, hvalimo. Say
Slavimo Očeta in Sina Svetim Duhom. Slavljen si Gospod na nebesni višavi. Gospodu sliši mojo molitev. Gospod z vami. Bog vse tolažbe naj vodi vaše dneve v svojem miru in vam podeli svoje darove. Rešuje naj vas vsakega nemira in utrjuje vaša srca v svoji ljubezni. Podari naj vam živo vero, upanje in ljubezen, da boste naredili na tem svetu čim več dobrega in srečno prišli v večno življenje. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.